pa predvsem gospodu župniku za blagoslov. Povabil bi tudi gospoda Toneta Trpin, če bi par besed spregovoril, ker ste tam daleč prišli med nas. Ste pač en živ dokaz, kaj lahko Bog naredi iz nekaj toliko hudega stvari, kot je med vojno naredil, pa pride do... Hvala lepo za besedo in lep pozdrav, dragi rojaki, ki ste se zbrali v tem lepem številu. Lep pozdrav gospodu župniku, ki je sošolc moj. In seveda našemu... Leta so pa različne, to pa res. In našemu bogoslovcu Blažu, ki me je pripeljal. Jaz prihajam direktno skoraj iz Trdinovega vrha, Sveta Jera, kjer je bila maša ob 10, ne? Na naši strani seveda. Ja. Glejte, torej čestitam za to, da ste danes se zbrali tukaj ob tem dogodku. Pred 25 leti sem tudi bil tukaj, še živo spominjam, vroče je bilo, veliko danes nas piha. In rekel bi samo tole, da recimo bolj ko se staram, bolj ko stopamo proti večnosti, bolj si želim spoznati svojega očeta. Zanimivo je to, veste, da imaš neko željo in videti očeta. Glejte, polno nekaj skrivnostnih dogodkov je in prepletanj, recimo po tolikih letih ugotovim, da imamo družinsko sliko iz leta 1942, torej med mojim rojstnim dnem 4. junija in 2. avgustom, kjer smo vsi na sliki. Vključno mama, ki mene drži zavitega v tisti prt, oče zraven stoji, stari starši, 2 tete in še stara mati, torej Valetova je bila to, ne? Glejte, zakaj smo se slikali takrat pred domačo hišo 42 leta? Nimam pojma. Noben več ne mora to povedati, ne? Ampak to je dokaz, kako Bog deluje, no? To je ena stvar. Druga stvar, glejte, skrivnostni izbor teh 10 talcev ni čisto pojasnen, pa čeprav vemo natančno, kdo, kdaj in zakaj je to bilo sešteto te določeni ljudje. Po 65 letih smo šele zvedli, glejte, ja. Ampak najbrž je še proroče, da govorimo resnico. Vendar resnica nas bo osvobodila in samo na tej ravni želimo. Glejte, zato sem hvaležen, da je to vsako znamenje, ki je katerokoli ob naših poteh ali kjerkoli je postavljeno, je vedno spomin in opomin. Spomin na določene dogodke našega življenja ali določenega življenja, kakorkoli, ali poboje in vse, kar je. Vesel sem še tega znamenja ob Sorški poti, tam nekaj še vedno stoji tisto znamenje križa, poznate, tam Nedorica, veste, pa tisti Sorške doline, ki še vedno stoji na drugi smreki, kot je bil takrat, ampak star je 75 let, glejte, pa stoji še vedno tisto znamenje. In kadarkoli grem mimo, glejte, pogledam tisto smer, kjer so pobiti in naredim križ, pa zmolim Gospoda in večni pokoj. Torej, to je spomin na dogodke, pa ne bo križ ob cesti, ali ta kapela, ali katerokoli. Vedno nas moram mimoidočega, kot je bilo rečeno, spomniti na nekaj tistega, kar se dogajalo. Obenem pa je to opomin sedanjemu rodu in prihodnim rodovom, da se nikoli več ne bi kar ali podobnega dogajalo, ne? Hvala lepa za obisk, sem presenečen. Lepo se še imejte. Hvala lepa.